Na obzorju kolaps pri sodnih mlinih, ker je njihov minister Senko Pličanič decembra lani zavajal vse po vrsti, tako Gregor Strojin, prvi glasnik Vrhovnega sodišča. V primeru stečajne zakonodaje je predlog zakona celo predvidel prihranke. A kako je potem mogoče, da je v štajerski metropoli pod streho Alenke Zadravec in njenega okrožnega sodišča, ki država na leto odreže slab milijon za sodne postopke, ostalo samo še 7% te pogače in zato je tu zlom že prihodnji torek. Ob takšnem tempu predvidevamo, da 15.4. Vse zato, ker jim je minister Pličanič potaknil, da se iz malke za sodne postopke plačajo tudi stroški za začetke stečajev, ki jih je iz leta v leto več, stroški pa 10 milijonov evrov in to tako predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša samo letos še več. Je popolno iluzorno pričakovati, da se bo kakšen relevanten delež od teh sredstev, ki jih kot predjem založijo sodišča, torej tudi vrnil v proračun. Na kar že ves čas svari pravni strokovnjak za stečaje Andrej Simonič, ne nazadnje. Velika večina stečajev, če gremo po absolutnem številu, so prazni stečaji. To so manjša podjetja, recimo tudi Kastelc podjetja, namenska podjetja. Ki nimajo niti centa premoženja. A glej, če so se ta podjetja še lani lahko iz registra mirno izbrisala in to brez vsakršnih stroškov, je Pličanič izbrise pometel pod preprogo in vnovič oživil stečaje. Zato na vrata oblasti trka ostrina velikega kritika državnega aparata, umetnika Igorja Koršiča. Še en izmed neštetih znakov, ki jih vidimo vsak dan, da ta država ne funkcionira. Ne funkcionira v smislu načrtovanja in ne funkcionira v smislu tega, kar bi država predvsem morala imeti, to je verigo odgovornosti. Konec koncev, kaj niso zadnji ministri za pravosodje vsi po vrsti delali z roko v roki, prav stečajnimi upravitelji, odgovarjal pa ni nihče in tako jim je tudi Pličanič omogočil, da od podjetja, ki bi šlo sicer v izbris, iztržijo vsaj tretjino začetkom stečaja, ko pripravijo otvoritveno poročilo in vse to na breme nas vseh po zaslugi ministra.